Nihče, ki je kdaj delal karkoli pri televiziji, se ne more skiniti z te droge. Stari, to se ne da, ne moš tega. Si normalen, tega ben ne ugledal. Pa smo gledali. Jaz sem s televizijo dobil dovolilnico za delati bedarije. Lado, tukaj sediva zato, ker Pop TV praznuje 30 let, ampak en zelo pomemben del duše hiše si tudi ti. A bi rekel, da je televizija nekaj, kar človeka zasvoji? Enkrat sem Branku Čakarmišu rekel v eni taki zelo sproščeni prijateljski debati, da kaj pa, če bi jaz počasi nehal, da je caj, da se pospravim z ekranov in se začel režati kaj budala. Zato, ker je mi rekel, nihče, ki je kdaj delal karkoli pri televiziji, se ne more skiniti z te droge. Ne obstaja toliko industrij, v katerih bi bili podobni državljani, kot so na televiziji. Mislim, vse je treba takoj. Mene pri televiziji drži ta njena minljivost, kar pomeni, da če si včeraj naredil neumnost, se tega čez pol ure ben več spomnil in lahko probaš novo neumnost. To ni knjiga, to ni film, ki ostane in ga lahko pol seciraš počasi. Televizija je probimo še enkrat in na koncu po 50 epizodah ostane samo dober feeling, ki smo ga imeli mi ustvarjalci ali pa gledalci, ki so to gledali. A pa se spomniš svojih začetkov? V to hišo sem vstopil kot novinar Ekstra magazina. Za Ekstra se oglaša Princeska, kjer sem pokrival bolj ali manj bizarne teme. Ne bi rekla. Ja, veš ga no, a ne? Ti! Ja. Jaz sem s televizijo dobil dovolilnico za delati bedarije. Mislim, naš največji kaskader Rok Cvetkov me nikoli ne bi pustil voziti se z njim po 2 kolesih po svetu, če ne bi pač imel tiste novinarske izkaznice, a ne? Živijo, Lado. Spomnim se, ko so se peljala po 2 kolesih, samo to je bilo že dolgo časa nazaj. Zdaj te pa izzivam, da to ponoviva, ampak ne rabiš novinarske izkaznice. Seveda, če se upaš na stara leta. Pri nas se loteval različnih projektov, zaupani so ti bili formati, ki so bili mogoče za koga malo nenavadni. Ne samo, da si jih izpeljal, si jih še nadgradil. Bolj čudne stvari, ko ti hočeš delati na televiziji, bolj resno se moraš tega lotevati. Mislim, vsaka minutka zabave je pospremljena z urami in urami, dnevi dela in to ne enega človeka, ne une opice, ki je pred kamero, ampak vseh njegovih kolegov. In v bistvu mi, opice pred kamero, smo zmeri najšibkejši člen v verigi, ki mora zdržati. Primarij doktor Kruta, moje ime, anestezist. To je pa ta pravi Rifle, ki ga vprašam za mnenje. Kaj bi Rifle naredil? Rifle Kvaptina, vem točno. Rad bi imel njegov pogled na življenje. Kaj te toliko fascinira? On je zdrav, on je moder, on je razgledan, on zna uživati live. Je še dobro, da si omenil Rifleta, ker ti nekaj sporoča. Kaj sem od naroda dolžen spet? Ta del so ta pa sama zmenila. Lado, en nasvet vam zate. Da ti ne bi kdaj na misel prišlo, da bi šparal. Uživati moraš vsak trenutek v življenju. Kajti, kot je rekel gospod Florjančič, žara nima varžetov. Krasen, hvala lepa, izvoli. To imamo zdaj takole. To imamo. Vse to, kar se dela pri nas, talente, zvezde plešejo, na odpadu, na žaru, pa še en kup enih drobnarij, ne? Ne samo, da si jih izpeljal, tako, kot si jih izpeljal, ampak si jih še nadgradil. Zakaj si te projekte rad delal oziroma jih še delaš? Večina teh oddaj je nastala na zelniku mojega vrtička, torej mojem zelniku pa zelniku mojih najtesnejših sodelavcev, pač najslajše stvari. Mi mislimo, da bo to delal, mi mislimo, da bo to smešen, mi mislimo, da bo to dober, zdaj pa moraš staviti na tega konja, ne? In to je pač krasno delati. Za nekatere, mnoge od teh projektov je zmeri bilo rečeno, stari, to se ne da, ne moš tega, si normalen, tega ben ne ugledal. Pa smo gledali. Drugi spet te velikanski talenti, zvezde pleše in tako naprej, ima pa en svoj čar to, da so pa to tako v detajl razdelani projekti na ogromnih televizijskih tržiščih po celem svetu pravzaprav.
Kar pa prinese en drug pogled v delovanje res teh velikih televizijskih ustrojev. Tukaj je tole. Da boš vsako jutro, ko boš šel doma, sam sebe podrgnil, ne? In dan bo zagotovo srečen. Jaz sem se večkrat vprašal, Pop TV in šefi na Pop TV-ju. Jaz ne vem, a je Branko Čakarmiš, a je on nor. Sem se večkrat vprašal, kaj mi je omogočil poskušati stvari, ki jih normalen človek ne bi meni opustil. Pa kaj verjel, prosti, kaj je verjel, ko si potrkal, to bo delal. Se ti pravim, jaz sem se večkrat vprašal, a je Branko Čakarmiš pri pameti. In Pop TV mi je dal možnosti za toliko enega raziskovanja na področjih, ki jih gledalci mogoče ne vidijo, ne? V industriji, ki mene zanima in ki jo imam rad, torej v show biznisu. Pa drugače vreme se je pa naredilo, ne? Televizija je resna služba. Televizija je... Vse bo v redu, predsednik. Ne se sekirati, no res. Amben, razen vas, noče res. Ni bolj resne stvari, kot je komedija. Sam si že napeljal, ampak vse to znanje iz ozadja produkcijskega procesa, kako televizija nastaja, kako nastaja oddaja, ti je prišlo prav tudi v vseh projektih, ki si se jih loteval ob televizijskem delu. Televizija je krasen poligon za testirati fore, za testirati prijeme, ki delujejo na gledalce in z gledalci. In seveda sem to s pridom izkoriščal tudi, ali pa s pridom izkoriščam tudi na gledaliških odrih in podobnih podjemih, ne. Televizija daje ravno zaradi te hitrosti, mi nimamo cajta se fino obnašati. Kaj ti upi? Nekaj je figor. Mi nimamo cajta, prosti, bi lahko morda malo, dej, stari, beden si, dej še enkrat to nared. Tako, jaz se rad pogovarjam. In zabavni, zbadljivi, vehementni, inteligentni, načelni in preudarni model na desni strani. Zelo rad združujem med sabo na videz nezdružljive ljudi. Jaz sem že toliko neumnosti naredil v življenju na najrazličnejših področjih show biznisa. In če lahko te svoje napake delim z mlajšimi ali pa starejšimi kolegi, sam zato, da se jim izognejo, bom to z veseljem naredil. Na slovenski muziki si združil različne profile ljudi, različne generacije. Mnogim med njimi tudi omogočil, da so nastopali pred polnimi stožicami. Ampak iz zaupnih virov vem tudi, da so nastopajoči uživali, ker pač velikanske dvorane imajo poseben čar, ki ga v Sloveniji mnogi izvajalci preredko doživimo. In čim večkrat bomo to počeli, tem bolj bomo to znali delati in tem lažje tudi početi. Meni toliko dogaja. Res recimo zdaj sem sam pomislil, zakaj sem se začel reči. Pomislil sem na vse stvari, ki jih ta trenutek imam na svoji pisalni mizi tamle in kakšen vznemirjenje jaz doživljam ob tem, da ne vem, katere stvari bi se najprej lotil. Res je, da zelo rad delam. Ampak res zelo rad. Jaz se res zelo rad delam. Kaj bi ti rekel, da ti pomeni Pop TV? Jaz imam občutek, da se s Pop TV družim šele zadnjih par let. Kljub temu, da, kot si me večkrat opomnila, za kar se iskreno zahvaljujem, se s Popom družim že vseh 30 let. Pop TV je bil moj prvi učitelj delati televizijo drugačno, kakršne sem bil vajen kot otrok, kot gledalca. Pop TV je bilo prvo igrišče, kjer sem dobil v roke nove igrače, s katerimi sem se lahko igral nove igre. Moram priznati, da si ne predstavljam, da bi karkoli bom šel v biznisu počel, delal popolnoma brez Popa. Ajde, vsaj še ene 60 let. To, kar mislim, da me je še živelo. To je ta droga, ne? To je ta droga, ja. Zmagovcem.